Danes smo se odpravili proti Komni, malo smo pozni. Parkirati smo morali že na spodnjem parkirišču, ker nas redarska služba zaradi polnih parkirišč ni pustila naprej proti Slapu Savici. Res je ogromno avtomobilov in upamo, da bomo prišli do cilja, ker nas čas že preganja v štartu. Tako imamo danes pol ure pešačenja več do Slapa Savice. V normalnih pogojih bi se lahko peljali z avtomobilom do tja, tam parkirali in se napotili proti Komni. No, smo prispeli do parkirišča pri Koči pri Savici. Res ni prostega parkirnega mesta, niti enega. Ob cesti parkirana vozila imajo vsa. Prijazne pozdrave redarstva. Pot pa smo si podaljšali za 45 minut, 4 km in tudi nekaj vzpona. In nadaljujemo. Od Koče pri Savici nadaljujemo proti Slapu, kjer je tudi pot za dom na Komni. Pri Slapu Savica smo zavili levo mimo hiške, torej levo se držimo in nadaljujemo proti domu na Komni. Po poti imamo tudi kakšne ovire. Tako da je pot še bolj zanimiva. O samih lepotah poti pa se da prepričati samo na lastne oči. Pot nas pelje lepo cik-cak navzgor. Po dobrih 3 km hoje, 500 metrov višinske razlike, se trenutno nahajamo nekje na približno 1200 metrih nadmorske višine. Pot je dobro označena, ni se možno izgubiti, ker je samo ena pot. Po 1 uri pa 25 spenjanja smo že videli Kočo in nadaljujemo. Tako zgledaj na vrhu se že vidi Koča. Danes je snemanje oteženo, ker je res veliko ljudi v nasprotni smeri, kajti mi smo že malo pozni.
Od parkirišča do doma na Komni smo potrebovali 1 uro pa 50 minut. Razdalja, ki smo jo prehodili, je 5 km pa 68, vzpona smo imeli 884 metrov. Takole. Cilj dosežen, Koča pod Bogatinom. Uživamo v vremenu in razgledu. Malo smo se zadržali, šli smo še do Koče pod Bogatinom, sedaj se vračamo, spremlja nas še sonce. Pričakujemo pa, da se bo tudi stemnilo po poti, razen če bomo dovolj hitri. Gor smo še uspeli priti brez zares, nazaj ne upamo izzivati usode, se je zgoraj zamrženo, ledeno in preveč drsi.